Živijo. Živijo. Danes bova pa naredila en tak trening, kjer bova stopnjevala tek. 8 km, bo vsak kilometer hitrejši. A greva raj na kavo, ha? Ja, pol pa na kavo. Pol pa raj na kavo. Pol je ne bova več rabila. Ne. Evo, pa gremo se ogret. Današnji trening bova pa naredila kar na stadionu, na Kodeljevem v Ljubljani. Tako da bo 8 km nemotečih. Za nama sta že 2 km ogrevanja, tako da sva že lepo ogreta. Evo, prišli smo na stadion Kodeljevo. Najdemo ljukenca in gremo not. Tekla bova po zunanji progi. Prvi kilometer bova poskusila zadeti nekje tempo 5:30, potem pa vsak naslednji kilometer za 15 sekund hitreje. Se moram kar slečiti. Tekla bova po zunanji progi, zato da bo čim manj krogov. Jasmina, kaj boš poslušala? Audiobook poslušam. In sicer zdaj danes poslušam 12 pravil za življenje od Petersona. Ful zanimivo. Tako široko gledano, evolucijsko, ful dober. Priporočam. Pa začnimo. Torej, 5:30 želiva teči prvi kilometer. Zdaj sva prehitra. Bo treba malo upočasniti. 4:50, še bo treba počasneje. Zdaj sva v povprečju na 5:0. Ljubljana je šport. Prvih 300 metrov, povprečju 5:0, še počasneje. Potem bo lažje stopnjevati. Trenutni tempo je že ta prav, povprečni tempo pa je še previsok, ampak s časoma bo to se poravnalo. Torej, če bova šla vsak kilometer približno za 15 sekund hitreje, prvi kilometer 5:30, drugi 5:15, tretji 5:00, četrti 4:45 in pol naprej, peti 4:30, šesti 4:15, Sedmi 4:0 tako, in osmi kolikor bo šlo. dodaske. Morda počasneje ali pa celo hitreje. Kot se kaže, bo prvi kilometer v tempu, povprečnem tempu 5:22. Za odtenek bova zdaj hitreje tekla. En mali odtenek. Sva že not. Zdaj samo drživa. Sveta okoli vas je dosti več kot vas. Zato morate svoje vire pazljivo usmerjati, Peterson. Ko ste v krizi, obstaja veliko smeri, v katere še niste gledali. Jasmina nam bo torej kar nekaj stvari iz knjige povedala. Bom ponovila. To je tekaška knjiga.
knjiga, ki teče. Vaše misli so del vaše biološke zgradbe, so vaše vrednote, ampak včasih pride čas, ko jih je treba zamenjati. Življenje nima problema, vi ga imate. In če vaše življenje trenutno ne poteka dobro, kaj rekel? Premagajmo probleme in jih... Ja? In zaživimo življenje, kot ga resnično potrebujemo. Bravo. In tempo pa je pravi 5:15 v 2. kilometru. Gremo zdaj v 3. kilometer. Želimo teči 5:00. In tek je že postal bolj živahen. Sva že bolj čvrsta v drži telesa, krajši dotiki. In vse to me zanima, kaj bo tale ura pokazala. Dihanje je za odtenek že bolj globoko. Včasih je čas za drugačen načrt. Peterson, ampak midva se drživa pravega načrta. Ker ta načrt je kar ta prav, ja. Kaj ti ni vedno čas za spreminjanje načrtov. Včasih pa je. Včasih pa je. In fajn je vedeti, kdaj je to. Ja. Naprimer, ena zgodba, poučna zgodba. Dva sta iskala vodo in sta kopala vodnjak. Vsak je kopal svojo luknjo. Eden je kopal in kopal, in ko je videl, da tam ni vode, je šel kopati drugam. Drug je pa kopal in še ni bilo vode, ampak je kopal na istem mestu naprej, še naprej v globino. In ta prvi, ko je stalno spreminjal, kje je kopal, je vedno prišel do suhe zemlje in nič več. Drugi, ki je vztrajal, je pa prišel globoko v zemljo in prišel je tudi do vode. Narediti življenje boljše zahteva veliko odgovornosti. Gremo zdaj v 4. kilometer, kjer želimo, da tečemo 4:45. Če želimo boljše življenje in se za to odločimo, nam bo naš razum predstavil nove možnosti, o katerih bomo lahko razmislili in se odločali. Jasmina, Ja? to je bil včasih najin maratonski tempo. 4:45. Včasih. Zdaj pa je najin maratonski tempo 4:37. Ja. Čez dobrih 10 dni ga tečeva iz Tivata v Boko v Črni gori. Urban bo zajček, jaz bom pa še videla. Zdaj dvignemo tempo na 4:30. Juhu. Roke začnejo delati bolj odločno, rahlo se bolj naprej nagneva, hitri koraki, ki se tudi rahlo podaljšajo zaradi močnejšega odriva zadaj. 2 sekundi prehitro, 4:28, ampak to je v redu. V redu je. Zdaj gremo pa na 4:15. Uporabljam po zimi rokavice, ki... Pameten. Ja, pameten. Me ne pozive. Tako da lahko dam prste ven, če hočem. Če pa nočem, jih dam pa noter. In jih skrijem. Tako da priporočam zimske rokavice, ker mene med tekom zelo rado zebe v prste. Če imam takšne rokavice, me pa ne. 4:18. Na začetku sva bila malo prepočasna, zdaj sva pa malo hitrejša, ampak povprečje je 4:18. Gremo zdaj proti 4:0. Če bo šlo, globoko dihava.
In to je fajn. Ja. O ja. Jasmina ima dovolj za danes. Super, Jasmina. 4:03. Bom poskusil zadnji kilometer to ohranjati. Bo čist dobro. En krog pauze sem rabila, pa sleden sem mogla. Moram pa dobro čiba. Evo, zadnji kilometer sem tekel 3:59. Se pravi, pred zadnjega pa 4:03. Lepo je bilo. Jasmina, kako si se ti počutila? V redu. Dokler je šlo fajn. Malo pa, on si šel pa prehitro, veš. A veš, kaj sem punca, ti si pa fant. To pa je res. Ja. Še sreča. Dobro, da imam malo fore. Ja, Ja. fino. A ti je bilo že prevroče? Ja, vroče. Vse ure je 8:30 zjutraj, 0 stopinj. Človek se segreje, veš. Bravo. Kako je narediti na stadionu 8 km? Preprosto. Bi človek rekel, da se stvar ponavlja, pa se v bistvu ne. Kajti sploh danes, ko sva šla vsak kilometer hitrej, je v bistvu bil vsak kilometer nekaj posebnega. Druga okoliščina. Pa res priporočam audiobook. To je toliko knjig, ki jih enostavno poslušaš medtem, ko tečeš ali hodiš, ali zlagaš perilo, karkoli. Kaj pa zdaj? Iztek. Istek. Se moraš še do doma. Ja. Greva se zdaj nazaj obleči. Bravo. Malo hoje. Tak hiter tek ni dober končati takoj s hojo, ampak je dober se malo izteči. Naprimer, zdaj smo se 2 minuti iztekli, da se postopoma krvni obtok umiri. Zdaj si bomo pa prvo šla še približno 2 km izteka. Prvič tečeva tukaj, odkrivava skrite kotičke Ljubljane. Danes bomo zanalizirali tale moj trening, ki sem ga naredil danes. Najprej sva z Jasmino tekla ogrevanje, to je bilo ogrevanje. Potem sva se pa lotila 8-kilometrskega teka. Vsak kilometer je bil hitrejši. Nekako sva ciljala, da bi bil prvi kilometer 5:30, potem 5:15, 5:0, 4:45, 4:30, 4:15, 4:0 in še, če bo šlo hitreje. No pa, da vidimo, kako nama je šlo. Kako se je hitrost teka dejansko povečevala. Na začetku sem res bil malo prehiter in pol sem upočasnil, tako da je bil povprečje prvega kilometra 5:20. No, ampak nas pa lahko zanima, koliko se znotraj tega teka, 8-kilometrskega teka, če ga malo približamo in vzamemo zdaj parametre, kot je na primer frekvenca korakov, torej kadenca, nekje okrog med 177, 176, tudi tam nekje do 180 je frekvenca korakov, se pravi v tej modri zaželjeni coni. Tukaj na koncu, no, kaj vidimo, to je konc teka, tukaj kaskam, se pravi je frekvenca koraka bistveno nižja, tudi dolžina koraka je čist kratka. Poglejmo zdaj dolžino koraka. Kako se je dolžina koraka? Glejmo, frekvenca je to, dolžina koraka pa tako. Tako da vidimo spet se je ponovilo pravilo, da ob približno enakomerni frekvenci koraka, če hočem teči hitreje,
tečem hitreje, predvsem zaradi dvigovanja dolžine. Dolžina koraka je prišla tam nekje, če malo približam, da vidimo, kakšna je bila dolžina koraka proti koncu. 1,43 m, 1,44 m, tu nekje sem bil. Tu sem imel hitrost pod 4 minute na kilometer, 3,56, 3,59, tu nekje je bila hitrost. Torej, pri nižji hitrosti sem imel pa tudi manjšo dolžino koraka. Poglejmo, komaj meter dolg korak. Pri tempu 5,28, 5,31 je bil korak dolg meter pa 5 cm. No, zdaj pa še dodatno se pa pozanimamo, kaj je bilo pa z mojim navpičnim nihanjem. Navpično nihanje znotraj teh 8 kilometrov je bilo nekje 8-9 cm, sem poskakoval gor pa dol. Pri največji hitrosti je bila pa povprečno nihanje tam nekje 9,8, se pravi za cel centimeter višji skoki. In torej nočemo preveč poskakovati v zrak, ampak če pa pogledamo to navpično nihanje glede na dolžino koraka, pa vidimo, da sem se skozi ta tek, se je to navpično razmerje, ki pa je ključno za kvaliteto teka, izboljševalo. Se pravi, od tukaj naprej je že v tej zelo zaželeni modri coni, ko niha težišče telesa le 7,2 %. Pri počasnejšem tempu je glede na dolžino koraka v bistvu relativno je večje nihanje. Čeprav absolutno je manjše, ampak relativno je pa tukaj višje nihanje. Kaj to pomeni? Da se učinkovitost teka s povečevanjem hitrosti izboljšuje. Torej, v tem območju sem dejansko bolj učinkovito tekel kot v nižji hitrosti. Torej, to je to. Malo analize, prav dobro dene. Čau, čau.